Lep pozdrav, sem Marko Kržišnik. Eden od izzivov letošnjega posta, ki sem se ga zastavil, je, da naredim razmislek, ali je res potrebno, da v moje čutenje posta, kot en bolj navidezen izraz sočutja do Jezusovega trpljenja, prihaja vsako leto zagrenjenost, turobnost, mrk obraz. Po človeški logiki se ob branju Jezusovega pasijona ne morem počutiti drugače. Ko pa poskušam, še vedno sicer s človeškimi čuti, razumeti Božjo voljo, da nas trpljenjem odreši in nam podari neskončno izpolnjenost vseh hrepenenj, pa spoznavam dvoje. Najprej, moje trpljenje po smislu popolnoma drugačno od Jezusovega, saj njegov namen ni odrešenje. Bog nas je vendar že odrešil. In drugo, Bog nam hoče biti vsem do konca blizu, tudi v trpljenju. Kaj mi to pove za moje življenje? Ko sem v preizkušnjah, ko mi je težko nositi vsakdanji križ, ko se po noči zbudim poln skrbi, ko se sprašujem, ali sem se prav odločil v bistvenih stvarih v življenju, ko mi je žal, da sem prejšnji dan se nisem bolj potrudil za ženo, za otroke in še bi lahko našteval, si pomagam prav s tem zavedanjem. Ni potrebno, da grem sam do konca, ni potrebno, da bi iskal lastno odrešenje skozi svoje muke. Trpljenje sicer lahko okrepi mojo človeško moč. Zdi se mi, da skozi trpljenje, da Bog hoče, da skozi to rastem, da mi Bog daje to priložnost, da postajam boljši. In poleg tega, neštetokrat, ko sem prišel zjutraj na delo poln skrbi, a sem vseeno uspel v miru prebrati dnevno Božjo besedo, sem slišal stavek ali dva, ki sta mi pokazala upanje. In to upanje, ki sem ga občutil v takih trenutkih, je zame dokaz, da je Jezus z mano v polnosti tudi oziroma še posebej prav v trpljenju. S hvaležnostjo za moje življenje lahko rečem, da res velikih preizkušenj, ki bi trenutku popolnoma zamajale moje življenje, pa ne bo to težka bolezen, izguba bližnjih in podobno, nisem še imel. Lahko pa tudi rečem, da je za mano kar nekaj velikih notranjih bojev, predvsem v trenutku, ko sem se odločil o bistvenih korakih življenja. Eden takih je bila odločitev za mojo karierno usmeritev. Kot študent sem se veliko udejstvoval znotraj katoliškega mladinskega dela. To je po zaupanju ljudi, ki so bili takrat poslani na pot, počasi postajalo tudi moja služba. Res z veseljem sem to počel. Dobil sem veliko potrditev za opravljeno delo. Moja mreža poznanstva se je večala, lahko rečem, da sem bil pri tem udejstvovanju uspešen. Ob tem pa sem ohranjal povezano z majhnim podjetjem mojega očeta, ki se je ukvarjalo s povsem drugačnim delom, v katerem nisem bil tako domač. V določenem trenutku sem bil postavljen pred odločitev, ali naj nadaljujem s svojim delom na področju, kjer sem se že dokazal, kjer sem že imel svoje mesto, ali naj prevzamem odgovornost za vodenje družinskega podjetja. Veliko sem molil v tistem času, poskušal prepoznavati znamenje, kaj Bog hoče za moje življenje, kakšno je moje poslanstvo. Ko sem prepoznal, da je prava pot, da stopim na podjetniško pot, sem slišal Jezusovo povabilo, da si prav ta križ vsak dan naložim na rame in hodim za njim. Ko ga najtežje nosim, se poskušam spomniti blagoslovov, ki so mi potrdili, da sem se na križišču odločil prav. Prepoznane poslanstvo, ki je oblikovano iz mojih odgovorov na Božje povabilo, naj bo mož, oče, podjetnik, politik, prijatelj, te po prepoznanih milostih na tej poti, vem, da zmorem sprejeti svoj križ in lahko v veselju odrešenih hodim za njim. In želim si, da bi ta pogled na trpljenje znal predati tudi svojim otrokom.